Evropska komisija je že leta 2010 ugotovila, da na področju e-računov, v predpostavki, da se v Evropski uniji izmenjuje okrog 30 milijard računov letno, ugotovila, da je preko 300 milijard evrov možnih prihrankov. In je poskušala uveljaviti principe, ki bi omogočali hitrejše uvajanje e-računov v članicah Evropske unije in v ta namen ustanovila kot strokovno posvetovalno telo Evropski forum za e-račune, ki ima nalogo, da koordinira posamezne države in samo Evropsko unijo. Evropski forum izgleda tako, da ima iz vsake države po 2 predstavnika, torej predvideva, da vsaka država ustanovi pa svoj nacionalni forum. K tej nalogi smo pristopili Uprava za javna plačila in pa Gospodarska zbornica Slovenije z Združenjem za informatiko, ki smo dejansko ustanovili forum, nacionalni forum, kamor smo povabili praktično vse te glavne deležnike, od podjetij kot uporabnikov računa, podjetij kot ponudnikov storitev iz tega področja, univerzitetnega okolja, javne in državne uprave ter bančnega sistema. In znotraj tega delamo na promociji elektronskih računov v slovenskem gospodarstvu in javnem sektorju in delamo na odpravi ovir, ki se na tem področju pojavljajo. Kaj je namen današnje konference? Prijav je bilo toliko, da bo treba konferenco 1. aprila še enkrat ponoviti, pa to ni šala, kaj ne? Ne, to ni 1. aprilska šala. Nažalost, na veselje se je prijavilo skoraj 300 prisotnih, glede na možnosti te dvorane, ki omogoča dejansko maksimalno 150, kar se je v resnici 160 danes prisotnih, smo se dogovorili tudi z predavatelji, da 1. aprila ponovimo to konferenco z enakim programom, se pravi z istimi predavatelji in z enako strukturo predavanj, kamor potem povabili tiste, ki smo jih mogli na žalost odbiti, da se danes niso mogli udeležiti. Glavni vzvod so pa dejansko to, da gre na področju e-računov v Sloveniji hitro naprej. K temu zelo pripomore novi zakon, ki predvideva, da za 1. 1. 2015 bo javni sektor, kar pomeni kompletna državna uprava, pošte, šole, zdravstveni domovi, vrtci in vsi prejemali elektronske račune izključno v elektronski obliki. Kaj se bo zgodilo po 1. januarju 2015? Po 1. januarju 2015 bodo morali vsi proračunski uporabniki sprejeti račun izključno v elektronski obliki. Pošiljanje ne bo obvezno, razen v primeru, če ga ne pošljajo drugemu proračunskemu uporabniku. To bo obveza. Za vami je precej dolga pot trdega dela. Kje smo danes, kaj nas do konca leta še čaka? Za nami je dolga pot, veliko smo delali, vsa pot do proračunskih uporabnikov je narejena. Najtežji del nas čaka v letošnjem letu. Vsi proračunski uporabniki, vsi izdajatelji računov morajo prilagoditi svoje aplikacije, svoje sisteme za izdajo ali prejem računov in to preizkusiti že tekom prve polovice letošnjega leta, da bodo vsi računi tekli tako, kot je treba že v januarju. Vi ste posebej izpostavili sodelovanje, zakaj? To je eden redkih in izjemnih primerov projektov, kjer je pomembno sodelovanje. Namreč izdajatelji in prejemnik se morata razumeti, posebej morata vedeti, kaj kje v računu piše, kako bo tekla pot, da se ne bomo spraševali, kje se je račun izgubil. In takšno sodelovanje smo že pred leti zgradili, tako z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem bank Slovenije, z Ministrstvom za notranje zadeve in še z marsikom. In mislim, da je to sodelovanje zelo aktivno, zelo pomembno in pravzaprav prvo, kar nam pomaga do uresničitve tega projekta. Kateri zakon velja za hrambo elektronskih računov? Ja, trenutno temeljni zakon, ki v Sloveniji ureja elektronsko hrambo dokumentarnega gradiva, katerega sodijo tudi e-računi, je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Novela, ki je bila sprejeta 28. januarja, trenutno še ne velja. Seveda pa morajo biti vsi pozorni tudi na področne zakone, torej Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o DDV-ju, ki pa tudi praktično zelo na identičen način ureja skrb za e-račune.
Razlika med obema zakonoma je samo ta, da zakon o DDV-ju zahteva določena pravila, kako zagotavljati celovitost, dostopnost, uporabnost teh, verodostojnost teh e-računov, medtem ko zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva pa zahteva, da so ta notranja pravila sprejeta kot interni pravni akt. To je vsa razlika. Je kaj, na kar morajo biti podjetja posebej pozorna? Ja, jaz bi rekla, podjetja morajo biti posebej pozorna na to, da pač uvedejo nek določen red pri svojem poslovanju. Kot rečeno, zakon o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih dejansko določa, da bi morala imeti ta notranja pravila kot interni pravni akt, vendar sankcij ni in jih tudi ne potrebujejo devati v potrjevanje v Arhiv Republike Slovenije. Sicer pa pozornost dejansko pri uvajanju nekega sistematičnega reda in skrbi za gradivo, s katerim poslujejo. V Sloveniji in Evropi so e-računi v zadnjih 10 letih postali neka vrste tema, ki vsi smo mislili, da bo to nekaj, kar bomo v letu 2 upeljali, kar pomeni, da bodo vse firme uporabljale elektronske račune, da bo papir izginil in da bo stvar pravzaprav hitro uvedena. Videli se, da ni tako, kar pomeni, da so ogromno problemov, ogromno težav, ki smo jih pa potem lahko združimo samo s povezovanjem različnih sektorjev, kar pomeni s povezovanjem informacijske ponudbe, s povezovanjem javne uprave, pa s povezovanjem tistih, ki ponujajo storitve, kot so računovodstva, banke in tako naprej. Tako da v sklopu foruma nameravamo povezati vse te deležnike. Uspeli smo prepričati že kar velik del gospodarstva in javne uprave, da so e-računi zaupanja vreden način poslovanja in pa, da so rešitve pripravljene na to, da jim ni treba skrbeti, kako delajo, s kom delajo, kdo uporablja, kakšne elektronske dokumente, ampak da je to del rešitev, del ERP-ov, del ponudnikov elektronske izmenjave, del ponudnikov drugih informacijskih rešitev. Tako da imamo enotne rešitve že na razpolago na mizi in vsak si samo zbere, kjer bo izbral. Dobra novica je, da obstajajo dobre prakse. Vi danes eno predstavljate. Dobre prakse na temu e-računu jih je v Sloveniji kar nekaj, kar pomeni, da v Sloveniji že telekomunikacijski operaterji uporabljajo elektronske račune. V Sloveniji javna uprava vpeljuje e-račune s 1.1. in tudi že ima več kot 3 leta izkušenj z prejemom elektronskih računov. Ni razširjenost taka, kot bi hoteli, smo se pa operaterji, to se pravi tisti, ki ponujemo elektronsko izmenjavo, povezali in omogočili, da končni uporabniki na enem mestu dobijo dostop do vseh svojih strank. Ali pa na drugi strani, da prejemnik lahko dobi od katerega koli izdajatelja računov ta elektronski račun na eno mesto. In to bomo tudi predstavljali danes in s tem omogočamo poenostavitev poslovanja končnim uporabnikom, velikim, majhnim, ne glede na to, kjer industriji nastopajo.